Onaniranje. Torej, potem še eno na M, masturbiranje, potem eno na D. Bolj narodno je se pogovarjati o samozadovoljevanju kot o spolnih odnosih. Zakaj? Ne vem. Ni samozadovoljevanje nekaj, kar bi bilo tabu tema, naprimer, da to res zgolj peščica ljudi počne, ampak je to nekakšno dejanje, ki ga vsi izvajamo in je pravilno tudi, da se o njem pogovarjamo. Kaj dejansko pomeni samozadovoljevanje? Samozadovoljevanje poimenujemo dejanje, pri katerem sami izraženjem spolnih organov doživimo ugodje. Ljudje raziskujemo svoje telo in slejkoj prej ugotovimo, kaj nam paše. Potrebo po spolnosti v nas v obdobju pubertete sprožijo moški in ženski spolni hormoni. Te hormoni nam vbijajo neko napetost, da ni naše telo sproščeno, mi pa s samozadovoljevanjem to preprečimo. Ni ti pol tako neroden, če ti tako bolj na tak način pove, bolj nasmešen, pa se vsi režijo, pa je v bistvu bolj smešna tema. O spolnosti velikokrat govorimo v šali, ker je tako lažje. Mladi pa so lahko tokrat vprašanja zastavili tudi anonimno. Ali je zdravo masturbirati večkrat na dan? Načeloma je to zdravo, vendar moramo tu paziti, da ne prekoračimo neke meje, da se izčrpamo. Skratka, ne glede na to, kako močni so hormoni, ne smemo pozabiti na druge obveznosti. Če se kdo doma ne pogovarja s tem starši, pol je dobro, da to izvejo, ne? In je dobro, če se to pogovarjamo v šoli.